Gorska reševalna služba je letos posredovala že 168, od tega je bilo 141 poškodovanih. Kateri so tisti primeri, ki vas največkrat pokličejo na teren? No, gorske reševalce pokličejo predvsem takrat, ko so ljudje v stiskah v gorah in v težko dostopnem terenu po celi Sloveniji. Imamo 17 društev in postaj gorske reševalne službe v Sloveniji. Ena od teh 17 smo v Mariboru, imamo eno mariborsko postajo in seveda se trudimo, da bi pokrili teren Pohorje in ta severovzhodni del Slovenije z našim članstvom za aktiviranje v slučaju, ne vem, če se nekdo zgubi na Pohorju, če pade kaki padalec dol, če se gorski kolesarji ponesrečijo, tudi če slabši umik so padli in se smrtno ponesrečili, to se pravi, različne možnosti so, tudi v avtomobilskih nesrečah, ko pade kakšen avto v globačo, pa je treba ven potegniti. In kolikokrat je letos vaša ekipa že posredovala bila na terenu? Letos delamo vsako zimo na smučiščih, ogromno, za reševanje na smučiščih smo, bom rekel, v Sloveniji eni najbolj organiziranih. Letos praktično še ni bilo nobenega gorskega reševanja, to se pravi takega reševanja, ko ga imajo v Mojstrani pa v Tolminu ali kje, ne. Ampak drugače mora biti ekipa stalno pripravljena, letno pa imamo tam 10 do 15 gorsko-reševalnih akcij. Jaz sem prej opazoval, da ste se kar naprezali, ko ste šli gor po špagi. Vas bolijo kaj roke? Ne, roke trenutno me ne bolijo, ker moramo biti v dobri formi skozi. Kako poskrbite za svojo kondicijo, da se lahko, ne vem, zdignete tudi 20 metrov? Verjamem, da ko greste na teren, je teh 20 metrov hitro postane tudi 50 metrov ali pa 100 metrov in še več. Ja, vsi smo športniki, vsakodnevno skrbiš za kondicijo s tekom, plezanje v zimske času po umetnih stenah, telovadnicah, poleti pa seveda čim več v hribah. Vidim, da ste kar lepo opasani. Kaj sploh imate na sebi? Na sebi imam plezalni pas. To je pripomoček, ki ga uporabljamo pri svojem delu za varovanje. Na ta plezalni pas se z vrvjo privežeš pri samem plezanju oziroma pri reševanju, ker takšni sistem, ko ste ga prej opazovali pri samem reševanju, skoraj ne pride v poštev.